Na spletni televiziji smo preverili, kako dostopni so vlaki slovenskih železnic. Na glavni železniški postaji v Ljubljani smo se srečali z Amirjem Alibabićem, predsednikom Društva študentov invalidov Slovenije, ki se je odpravljal na vlak. Pred 48 urami, ki je nekje minimalni čas, da se pokliče za prošnjo oziroma za asistenco, je poklical na telefonsko številko 29 13 391 in prosil za pomoč. Prišli so varnostniki našega hčerinskega podjetja ŽIP in varnostnika bosta pospremila gospoda najprej do glavnega dvigala v podhod in potem iz podhoda z pomičnim dvigalom na tir 12, kjer bo vlak odpeljal v Kamnik. Pa kar gremo. Smo v podhodu, kjer bo gospod zapeljal z svojim električnim vozičkom na to rampo in s pomočjo obeh varnostnikov ga bomo pospremili vse do vlaka za Kamnik. Varovan je iz dveh strani, se pravi tako od spodaj, da ne bi prišlo do kakšne samopremaknitve, kakor tudi do zgornjega dela. Vsi naši novi Stadler vlaki, tako dizelmotorni kot tudi elektromotorni vlaki, so opremljeni z tako imenovano izvlečno stopnico. Ker pa je na železniški postaji v Ljubljani, kot tudi v večini drugih železniških postaj, še vedno višina le 35 cm nad gornjim robom tirnice, torej govorimo o peronih, nam žal ta izvlečna stopnica ne pride prav. V takem primeru si pomagamo z mobilno rampo. V takem primeru se izvlečna stopnica zablokira, ki jo samo vlakospremno osebje lahko zablokira, se pravi izvlečna stopnica se pomakne nazaj, tako da se lahko, bom rekel, ta mobilna rampa potem lepo prilagodi, nekje, bom rekel, pod kotom maksimalno 30 stopinj na vhodna vrata. Tako, zdaj pa gospod lahko kar zapeljete noter. Maksimalna obremenitev je 350 kg. Prostor, ki ga vidite, zadostuje, da se lahko taka oseba z maksimalno, torej največjim bodisi električnim ali pa navadnim vozičkom zapelje. V primeru, da bi mu postalo slabo ali pa da bi imel kakšne druge težave, lahko pritisne na SOS znak. V tem primeru bo takoj strojevodja vedel, da se nekaj dogaja, hkrati bo pa takoj tudi obvestil vlakospremno osebje, ki bo takoj prihitelo na pomoč. V istem prostoru pa je tudi veliko stranišče, ki je prilagojeno prav osebam z
omejeno mobilno sposobnostjo. Moja izkušnja z vlakom je zelo dobra, predvsem s prihodom novih vlakov, saj imajo tako fiksne kot prenosljive rampe, ki omogočajo dostojen vstop in izstop z vlakov. Največjo pomanjkljivost pa vidim v sami infrastrukturni zasnovi tirov, ker veliko jih je še neprilagojenih, prenizkih za vstop na vlak. In velika pomanjkljivost je pri samem prihodu na peron, saj so stopnična dvigala nezanesljiva. V Sloveniji so po besedah Kokalja veliko vlagal v posodabljanje železniške infrastrukture. Pričakujejo tudi 52 novih vlakov, ki bodo dostopnejši invalidom. Hkrati z nadgradnjo prog se renovirajo tudi postaje, se renovirajo tudi postajališča in vedno več je že teh novih peronov, ki so 55 cm nad gornjim robom tirnice, kar pomeni, da pomoč, ki smo jo zdajle prikazali, ni potrebna. Imajo izredno dobro razvit potniško-informacijski sistem, tako da kakšnih ovir pri prevozu z novimi vlaki definitivno ne pričakujemo. Za gluhe in naglušne je, ko se odpirajo vrata, ko se zapirajo vrata, dodatni signal, sodoben informacijski sistem, torej prikazovalniki, tako zvočni kot tudi na monitorjih, katera bo naslednja postaja, čez koliko časa bo prispel vlak na naslednjo postajo. Drugače pa vsi sedeži so tudi označeni z Brailleovo pisavo. Ali Babič potegne vzporednico med dostopnostjo železniškega prometa in dostopnostjo ljubljanskega potniškega prometa. Pri dostopnosti javnega avtobusnega potniškega prometa je čisto druga zgodba. V Ljubljani LPP je zgleden primer, vzoren primer dostopnosti, ker ima, lahko povem, 90% avtobusov klančine in lahko brez problema se vozimo z potniškim prometom invalidne osebe, medtem ko največjo pomanjkljivost vidim v medkrajevnem potniškem avtobusnem prometu, kjer so avtobusi še vedno neprilagojeni, saj imajo stopnice. Država invalidom sicer nudi brezplačni medkrajevni in lokalni potniški promet, vendar ga mnogi invalidi ne morejo uporabljati. Tako vlakov, medkrajevnih avtobusov in avtobusov v velikih mestih, vendar je največja ironija prav to, dali so nam dostop do javnega potniškega prometa, ki pa nažalost ni dostopen v celoti. Edino, kar bi povedal, je to, da smo na dobri poti, da se stvari premikajo, da Republika Slovenija zagotavlja vse več sredstev za izboljšanje javnega potniškega prometa, vendar je še vedno zelo malo in premalo sredstev za rešitev infrastrukturnih težav. Skladno z zakonom o izenačevanju možnosti invalidov je rok za dostopnost javnega potniškega prometa že potekel.